Dobrodošli na dogodku, ki pomeni nov kamenček v mozaiku utrjevanja podobe Brd kot čarobne z barvami in okusi polne, predvsem pa turistom prijazne deželice. Ki lajta v Butijah ta danes, ne? Spomniš pa, kako je bilo enkrat z Butijahami v Brdi? Ma tako, malo. Ma ti veš, če je bila prva Butijaha odjedila na Dobrovem? Ti, ne vem, veš ti? Seveda vem. Ni bila sploh na Dobrovem, je bila dor pri Jekinu, tam če ko je zdaj Viljen. A, tam dol. Až zdaj si izmislim, da gor na zidu je bil en karton, in gor je bilo napisano: govori malo, povej puhno, opravi hitro. Zakaj pa to? Ben, zato, ker tekrat ni bilo televizije, radiota, interneta in takih reči, in če ste nas vedeti, ki novaha ali pa kako kvantu smo letli v Butijahu, ne? Ja, kako pa? Ma polega so bili enkrat ljudje noter, niso šli več ven. Trgovina je zagotovo pomenila pomemben vir preživetja briškega človeka. Prvi zapisi, ki jih najdemo v literaturi o trgovini v Brdih, so povezani z bližino glavnega pristanišča severnega Jadrana že v času Rimskega imperija, in sicer Aquileje. Mesto, takrat z nekaj 100 000 prebivalci, je bila pomembna strateška točka zgodnje cesarske dobe in je imelo glavno zaledje oskrbe s surovinami, žitom, sadjem in vinom, prav v Brdih in Vipavski dolini. Mislim, da je danes zelo pomemben dogodek. Rjana to je že izpostavila, da tudi vsebina tega gradu, s tem, ko se odpira ta briška Butijevca, je še nekako bogatejša. In ljudje, ki se ukvarjate z turizmom, bodite taki še naprej in bomo vsi kontenti. Hvala. Jaz bi se najlepše pozdravila v imenu Turistično-informacijskega centra. Danes imamo res dve pomembni pridobitvi in to so električni skuterji, s katerim sem se pravkar pripeljala. Vozili smo se z novinarji po kmečkih turizmih, tako kot sem rekla, od Golega Brda do Vipavš, in novinarji so navdušeni. Upam, da bojo tudi turisti, ko se bojo vozili z njimi. Tukaj pa nas čaka še pomembna pridobitev grajskega dvorišča, to je otvoritev same trgovine, in bi prepustila še besedo Mojci, da pove par besed. Mislim, da po vseh teh začetnih težavah nam je le uspelo, da smo nekako uspeli trgovinco spraviti skupaj, in mislim, da je res nekaj posebnega, da take trgovince vsaj tle v bližnjih okoliših ni. V zapisih Štefana Kocijančiča iz leta 1853 beremo: še preden preneha kupčija z novim grahom in drugo zelenjavo, dozorijo sladke črešnje, ali kakor jim brici pravijo čerešnje, katerih imajo več sort, debelih in drobnejših, in ki imajo posebno dober okus, potem fige in hruške in prve breskve ter prvo grozdje, ki mu lahi uva di Sant'Ana ali tudi Augustana, in za njim tudi brici tako pravijo. To sadje oni nekaj na glavi in na ramenih, nekaj pa z osli nosijo, ne samo v bližnja mesta, Videm, Čividat, Palmo, Oglej, Karmin, Gorico in Trst, temveč ga tudi zanašajo v vunanje dežele, na Koroško, posebno Kranjsko, Štajersko, Hrvaško, Ogrsko, Avstrijansko, ja, še celo v Galicijo, do Lvova dohajajo z njim, do Krakove in čez avstrijanske meje na Šljesko in Saksonsko. Taki so spomini na briško trgovino. To za tebe, še za mene koši.
Za vas rodi zemlja sadove in ničesar ne boste pogrešali, če si le znate napolniti roke. Z izmenjavo zemeljskih darov si boste pridobili obilje in boste nasičeni. Toda če te izmenjave ne boste opravljali z ljubeznijo in dobrohotno pravičnostjo, bo ene privedla v požrešnost in druge v lakoto. Nakupujemo in prodajamo torej v Briški Botehci, a ostanimo pri tem skromni in zato vsi siti.